Tu v Pragi bi se to kaj lahko tudi res zgodilo. Sicer pa je teh mest po Evropi in po svetu kar že nekaj, kajti res je izjemno širok spisek vseh uspehov Benjamina Savška, ki ga imamo zdaj tu. Beni, iskrene čestitke, obranili ste naslov. Dobrih 13 mesecev je minilo od poja. Katera tekma vam je ljubša? Mislim, da tale, ker je bila, oziroma tudi prejšnja Evropsko prvenstvo je bilo lepa izkušnja, ker sem se vrnil nekako po poškodbi, ki sem imel tiste leto. Letos pa sem res vesel, da mi je uspel ubraniti ta naslov iz lanskega leta oziroma ga ponovno osvojiti in mi je danes res uspela ena izjemna vožnja, za katero sem vesel, da sem naredil brez kazenskih sekund in je bila precej hitra. Kljub temu, da je bila postavitev zelo težka na progi, da sem uspel ohraniti pravo koncentracijo in zdržal od štarta do cilja z izjemnim nastopom, tako da sem vesel. Benjamin, že nekako dopoldanski polfinalni nastop je nakazal, da bi lahko to bil vaš dan, kajti že v polfinalu je čoln letel. Ja, v polfinalu mi je tudi šlo zelo dobro, ampak je zmeraj potem še malenkost večji pritisk v finalu, kjer štartamo ponovno iz nule, pač brez vsake prednosti in jaz sem štartal še iz zadnje pozicije štartne, tako da sem bil majčkeno bolj pod pritiskom, ampak sem lik zaradi tega toliko bolj vesel, da sem uspel ohraniti pravi fokus in se posvetil sam svojemu nastopu, tako da mi je uspela res izjemna vožnja. Ste vedeli, kaj se dogaja na progi, ko takole čakaš na zadnji nastop? Ja, v bistvu sem se pred finale kar umaknil malo višji po Vltavi navzgor, tako da sem se v miru ogreval in pripravljal na svoj nastop in nisem preveč slišal, kaj se dogaja na progi pred mano, tako da sem res lahko ohranil svoj fokus le na svojem nastopu in to se mi je izgleda dobro obrestvalo in sem vesel, da sem lahko prenesel ta pritisk. Ja, prej sva imela vprašanje, če bo kakšna ulica v Pragi se je poimenovala po vas, pa vendarle ne bo, kajti vi ste vendarle danes uničili popolno češko veselico, kajti v vseh ostalih posamičnih kategorijah so Čehi postali evropski prvaki, mi pa smo imeli zaradi vas čast slišati Zdravljico. Ja, to mi je še večje veselje, da sem lahko danes pač poslušal našo himno na prvem mestu. Logično vprašanje, tretja obranitev evropskega prvaka prihodnje leto? To bi bilo že četrte, če bi prihodnje leto... Ampak obranitev, zdaj ste dvakrat zapored. Ja, tako. Ja, upajmo, no, sicer tis bo spet tekma od začetka in bom verjetno lik zaradi tega še pod večjim pritiskom, če bom mogel še tretjič obraniti ta naslov, ampak vsekakor bom vztrajal in se trudil naprej, da mi uspejo v moji karieri še takih rezultatov. Vemo, v tej bomo dejali kar čudni sezoni, so misli že usmerjene proti olimpijskim igram prihodnje leto v Tokiu. Kakšen je vaš plan dela zdaj naprej? Toliko dela, če nisem letos razmišljal, zdaj sem bil najprej zelo vesel, da se je ta tekma letos odvila, saj ena večja tekma v letošnji sezoni, da sem lahko spet majčkeno tega pritiska začutil oziroma tekmovalnega adrenalina. Tako da zdaj bom pa videl po sezoni, kam bom usmeril svoje misli naprej in do olimpijskih iger je še daleč. Se bo treba tudi še boriti za nastop na olimpijskih igrah, tako da grem po korakih, delam naprej in upam, da mi še uspe čim več takih nastopov, kot danes. En korak do Tokija je tudi še domači svetovni pokal prihodnji mesec v Tacnu. Ja, vsekakor se veselim tudi tega svetovnega pokala na domači progi in pač se veselim tega tekmovanja tudi tam. Tudi mi se veselimo, da vas bomo lahko spremljali. Benjamin, uživajte in predvsem srečen povratek v domovino. Ja, najlepša hvala in lep